Valburga-Trbuje, cesta z dolgo brado, novice s cest, mostov in krožišča, čas občnih zborov, študijskimi krožki do projektov, kviz gasilske mladine, fitness konvencija z dobrodelno noto, Lea, svetovna mladinska podprvakinja. Dober večer in lepo pozdravljeni. Nekateri projekti v naši občini imajo že zares dolgo brado. Eden takšnih je cesta Valburga-Trboje. Projekt, ki je po delih rasel in rasel, količki so bili zakoličeni že ničkolikokrat, cesta pa nikoli pravzaprav dokončana in to kljub temu, da gre za enega najbolj obremenjenih odsekov v naši občini. A po letih 2006 in 2012 se končno zdi, da bomo videli zadnje dejanje v gradnji povezave Šenčursko občino. Razlog za to pa v prvi vrsti spremembe v postopkih pridobivanja zemljišč občinske uprave. Javni razpis naj bi bil objavljen že konec meseca. Največji projekt občine Medvode, vsaj strani finančnega vložka, v proračunu je zanj rezerviranih 259 tisoč evrov, je v letu 2016 cesta Valburga-Trboje. Razpis za izbiro izvajalca pripravljamo popise del, usklajujemo, sestavljamo projekt, ki je sestavljen iz 3 delov, in sicer je stari del iz leta 2000, potem je novi del, ki je bila manjkala navezava projekta iz 2010 in pa ta del, ki smo se odločili potem za križišče. Tako je v bistvu zdaj to iz ta kilometer odsek bo v bistvu sestavljen iz 3 projektov. Gre za dokončanje kilometer dolgega odseka ceste na vstopu v občino Medvode s šenčurske strani in s tem dokončanje projekta, ki je na občini Medvode odprt že vsaj 15 let. Gre pa za 2x2,75 metra vozna pasova, plus na vsaki strani še meter kolesarske steze, tako da bo znašala skupna širina asfalta 7,5 metrov, plus na vsako stran pol metra bankine. Sistem asfalta bo dvoslojni, da ne bo pač samo enoslojni, za predvideno obremenitev A3, to pomeni v bistvu, da je to recimo na nivoju države ali malo manj. Razpis naj bi bil objavljen še pred 1. aprilom, že sedaj pa je občinska uprava uspela pridobiti zanj vsa potrebna soglasja lastnikov zemljišč. Tam smo bili zelo zadovoljni z odzivom ljudi. Moramo reči, da pač tako kot na vseh področjih so tudi tukaj nekateri malo trši pogajalci, ampak na koncu lahko rečem, da smo bili zelo zadovoljni, da smo pač dosegli soglasje z vsemi, tako da imamo praktično vse pogodbe so seveda že podpisane s strani lastnikov. Ugotavljajo, da lastniki zemljišč veliko lažje pristopijo k sodelovanju, če so predhodno dobro seznanjeni s samim projektom. Precej natančno so že določene kvadrature, ki zadevajo posameznega lastnika zemljišča, in pa v vmesnem času pa potem nekako pridobimo cenitev zemljišča, tako da so ljudje že v tej sami fazi pridobivanja soglasij nekako seznanjeni z temi bistvenimi sestavinami. Posamezni lastniki so že prejeli odškodnine, do pričetka razpisa pa pričakujejo, da bo lastništvo vseh potrebnih zemljišč že tudi zemljiškoknjižno prenešeno na občino Medvode. Projekt se tako vsaj v tem prvotnem delu zaenkrat kaže kot primer vzornega projekta, ki bi lahko začrtal smernice postopkov tudi za nadaljnje investicije v občini. Mi si želimo vsaj toliko dobrega sodelovanja tudi na drugih projektih, se pravi, ki jih imamo v letošnjem letu, se pravi pločnik Zbilje, kjer smo ravno imeli tudi sestanek z lastniki, se pravi zemljišč ob pač poteku trase. Tudi tam so ljudje pripravljeni sodelovati. Cenitev, ki smo jo vzeli za osnovo pri recimo prvi tej trasi Valburga-Trboje, smo nekako vključili tudi pri projektu pločnika Zbilje in pa tudi pri rekonstrukciji vodovoda in pa ceste, se pravi Lipa za vrh. Ob tem pa se snovalcem projekta cesta Valburga-Trboje že poraja nadaljnje vprašanje, in sicer kako zajeziti prevelike hitrosti voznikov, do katerih prihaja na pred leti obnovljenem odseku. Ko bo odsek dokončan, bo tovrstnih prekrškarjev predvidoma še več. Rešitve vsaj zaenkrat ni videti, a tista najbolj preprosta se prične in konča že pri kulturi vsakega posameznika.
a to je že druga zgodba. Pretekli teden smo že poročali o spremembah v prometnem režimu na mostu v Mednem. Tokrat pa vam posredujemo dodatno pojasnilo Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo o tem, zakaj preko nadvoza nad železnico vendarle še ni urejen dvosmerni promet, kot je bilo sprva napovedano. 24. februarja je bil na začasni obvozni cesti in montažnem mostu opravljen komisijski pregled. V popoldanskem času istega dne je bil nato promet že preusmerjen na začasni most, a bo do nadaljnega še vedno potekal izmenično enosmerno s semaforji. Razlog namreč tiči v postavitvi manjkajočega opornika, ki je potreben za postavitev drugega montažnega mostu. Ta je po projektni dokumentaciji predviden na lokaciji, ki se deloma nahaja na obstoječi regionalni cesti, zato je bilo potrebno ves promet preusmeriti na postavljen montažni most. Poleg opornika je potrebno urediti še nasipe z voziščem, ki segajo na področje regionalne ceste, sporočajo z direkcije. Vseh navedenih del do preusmeritve prometa preko začasnega mostu na obvozno cesto namreč ni bilo mogoče izvajati. Hkrati s temi deli pa se bo pričelo z rekonstrukcijo nadvoza z ljubljanske strani. Po postavitvi drugega montažnega mostu, asfaltiranja vozišča v smeri proti Medvodam in ureditvi potrebne prometne signalizacije pa bo možno vzpostaviti dvosmerni promet preko dveh montažnih objektov in ukiniti semaforje. V primeru ugodnih vremenskih razmer naj bi do tega prišlo predvidoma v drugi polovici marca. Trenutne zamude glede na predviden potek del je 14 dni, ta pa izvira, tako pravi direkcija, izključno iz neugodnih vremenskih pogojev. Od začetka del se je namreč nabralo 21 deževnih dni, težave pa je povzročala predvsem kombinacija dežja in nizkih temperatur, zaradi česar je nasip obvozne ceste zamrznil. Posledično so bila dela na nasipu obvozne ceste do utalitve pretežnega dela nasipa močno upočasnjena in na določenih delih trase za nekaj časa tudi ustavljena. Z direkcije so še sporočili, da bo izvajalec del skušal v času do zaključka projekta, torej do konca maja, 14-dnevno zamudo nadoknaditi. Občinska uprava že dlje časa, naše uredništvo pa tudi že dober teden dni zaman čaka na dodatna pojasnila Direkcije za ceste, kakšno preureditev dvopasovnega krožnega križišča na Klancu imajo v mislih, razen da naj bi šlo za preureditev v tako imenovano turbo krožišče. Da se bo dogajalo zdaj je jasno, saj je občina že dobila vlogo izbranega izvajalca del podjetja Trgograd, da poda soglasje k popolni zapori lokalne ceste proti Svetju za obdobje 3 tednov. Podobnega naj bi država dala tudi za popolno zaporo državne ceste proti Zbiljam, obvoz pa preko Jeprce. Prihodnič torej več, danes pa na kratko, kaj lahko razberemo brez dodatnih pojasnil iz razpisne dokumentacije in iz obvestila o izboru izvajalca. Iz prometne študije, ki jo je opravila Fakulteta za gradbeništvo, je razvidno, da je dvopasovno krožišče na Klancu edini primer krožišča, ki se je znašel na spisku mest z visoko stopnjo nesreč. Razlogi nesreč so nepravilni premiki med pasovoma, neupoštevanje talnih označb, nepravilno razvrščanje pred uvozom v krožišče, vožnja po obeh pasovih in vožnja z neprilagojeno hitrostjo. V 71% so v nesrečah soudeležena osebna vozila, v 24% pa tovorna. V večini primerov trpi le pločevina, stroški pa so v 7-letnem obdobju znašali 275 tisoč evrov. Podatki iz meseca maja leta 2013 kažejo, da je v enournem jutranjem intervalu med 7 in 8 uro krožišče prevozilo 1775 osebnih avtomobilov, 18 avtobusov in 37 tovornih vozil. Še več vozil je bilo v popoldanskem enournem intervalu. In kakšna naj bi bila načrtovana preureditev, ki naj bi se začela že prihodnji teden, vsaj tako bi lahko sklepali na predvideno zaporo ceste proti Svetju. Načrtovana je ohranitev dvopasovnega krožišča in njegova preureditev v tako imenovano turbo krožišče ali povedano drugače. V določenih odsekih bodo s fizičnimi ovirami onemogočili nepravilne premike med pasovoma. Glede na obvestilo o naročilu male vrednosti naj bi bila vrednost projekta 60 tisoč evrov, izvajalec pa podjetje Trgograd. V soboto dopoldne je v gostilni Bencak potekal občni zbor Društva upokojencev Medvode, ki je z več kot 1000 člani največje društvo v naši občini. Predsednica društva Marija Tome je iz poročila za lansko leto izpostavila podpis listine o pobratenju z Društvom upokojencev Kočevje in uvedbo novosti, s katerimi so še popestrili pester nabor aktivnosti.
Najpomembnejši dolgoročni cilj društva pa ostaja organiziranje dnevnega centra aktivnosti. Sobotnega občnega zbora Društva upokojencev Medvode se je od skupaj 1056 članov udeležilo dobrih 15% njih, okoli 160, več jih v gostilno Bencak niti ni bilo možno namestiti. Čeprav je članstvo upadlo za 133 članov, ostaja Medvoško upokojensko društvo največje v naši občini. Predsednica društva Marija Tomej je iz poročila o delu v lanskem letu izpostavila 3. Prvič nam je po dolgih letih uspelo ustanoviti plesno skupino, to je gibanje ob glasbi, ne učenje klasičnih plesov. Imamo redne tedenske vaje, potem pobratenje z Društvom upokojencev Kočevje, to je bil cel protokol in bomo torej v program dela za to leto že vključili nekatera srečanja in pa dejavnosti, mi dol, oni gor. In pa še tretjo stvar, ki sem jo hotela omeniti, je pa tečaj tujega jezika. Letos smo začeli z ruskim jezikom. Skratka, važno je, da se umeščajo nove dejavnosti, novi tečaji v program dela. Poleg 2 novosti, plesne skupine Diamantke, ki pod vodstvom Anje Kos vadijo v klubskih prostorih Zavoda Sotočje v Jedru, in poleg tečaja ruskega jezika, ki ga je vodila Elena Kastelic, so tudi v lanskem letu potekale vse že dobro upeljane akcije in dejavnosti. Športne aktivnosti, kot so balinanje, streljanje in kegljanje pod vodstvom Marka Seška, telesna vadba za starejše pod vodstvom Efi Štorga, dobro obiskani planinski izleti, ki jih vodita Dušan Prekič in Marjana Jelen. V lanskem letu jih je bilo kar 17, povprečno 35 udeleženci, spoznavanje domačega kraja pod vodstvom Vladimirja Bartoncla, likovna sekcija pod mentorstvom Renate Grmovšek, kopalni izleti v Izolo ter izleti po Sloveniji in tujini, ki jih je zadnjih 15 let vodila Majda Rehberger, letos pa jih je zaradi zdravstvenega stanja razen kopalnih predala Ireni Krasnik. Z najdaljšo tradicijo je nadvse dejavna skupina za ročna dela, ki med drugim vsako leto s copatki obdari vse novorojenčke v občini. Vodi jo Majda Tratar, ki je v lanskem letu dobro upeljanemu krompirjevemu dnevu dodala še spomladanskega, češnjevega. Vse prireditve pa popestri še pevsko-instrumentalna skupina Vesela jesen, ki jo vodi Franci Križaj. Na tradicionalnem srečanju upokojencev v Valburgi bodo podelili priznanja za dolgoletno delo v društvu častni člani Ivanki Gabor, dolgoletni blagajničarki društva Urški Jenko in že prej omenjenima Majdi Rehberger in Marku Sešku. Humanitarno poslanstvo društva pa zagotavlja prostovoljstvo v okviru projekta Starejši za starejše. Prostovoljstvo je pa vrednota. To jaz počnem in tudi naše prostovoljke, zato ker so prepričane, da lahko pač tisto laično pomoč, ki jo smemo nuditi, lahko dajo drugemu in s tem pravzaprav same doživljajo zadovoljstvo, hkrati pa veliko srečo ponujajo starejšim ljudem, ki komaj čakajo, da pridemo na obisk. Sej ni treba, ne vem kaj, veste, že veliko je to, da prideš na obisk, pa se z njim pogovarjaš, pa mu kakšno stvar prineseš, pa mu kakšno majhno darilce daš. To je to. Koliko vas je in koliko je tistih, ki so pripravljeni sprejeti tako druženje? Teh uporabnikov je veliko in mi smo tudi podrobneje analizirali njihovo življenjsko, bom rekla, stvarnost. Takih je, ki res potrebujejo pomoč, seveda tudi patronažne službe ali pa, kaj jaz vem, Karitasa in tako naprej. Takih je najmanj 1/3 od naših 1000, ne. Medvoški upokojenci so svojim podpisom dali tudi podporo peticiji za ohranjanje javnega zdravstvenega sistema. Kot najpomembnejši dolgoročni cilj društva pa ostaja dnevni center aktivnosti starejših. To je zdaj že kar par let, kar sanjamo v tem centru. Prva stvar so ustrezni prostorski pogoji, mora biti več manjših prostorov, en večji prostor, potem kadri, mora biti en profesionalni vodja, treba je vrata odpreti tudi zunanjim, pa mladini, torej to bo hkrati, naj bi bil to tudi medgeneracijski center. Program je treba, seveda, program imamo kar pestro. Na tem nam veliko ne manjka.
Predvsem pa to, ja, prostori pa vsa ta, kako bi rekla, kadrovska in finančna tudi postavitev. Jaz še zmeraj upam, da to nekoč bo. Saj, če bomo to sanjali, ne, se sanje prej ali slej tudi uresničijo. Župan Nejc Smole jim tokrat ni mogel obljubiti nič konkretnega v tej smeri. Že prihodnje leto pa upa, da jim bo o projektu medgeneracijskega centra z dvorano, v kateri bi se lahko zbralo vsaj 300 občanov, lahko že podal kakšne bolj konkretne podatke, morda vsaj o lokaciji. Jaz doživljam tole upokojensko društvo tako kot eno družino, ne, ki ima redne mesečne izdatke in predvsem seveda mu bom dala na dušo, no, da bi nas primerno upoštevali, ko bodo delili javna finančna sredstva na občini Medvode, in pa to, da bi nam bil naklonjen pri iskanju boljših pogojev za svoje delovanje. Zdaj sicer ta hiša je ostala, ne, in meni se po eni strani zdi kar ljubka, ne. Ampak, če bi pa ostali v tej stavbi dlje časa, bi pa res bilo nujno razmisliti o nekaterih adaptacijah. Društvo upokojencev Medvode je sicer lansko leto razpolagalo z dobrimi 19 tisočaki, 13 tisoč evrov predstavljajo članarine, približno 5 tisoč evrov pridobijo za svoje programe iz občinskega proračuna, ostalo so donacije in podobno pričakujejo tudi letos. V Krajevni skupnosti Smlednik že drugo leto potekajo študijski krožki Andragoškega centra Slovenije. Gre za posebno obliko izobraževanja odraslih, ki jo financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V Smledniku nova znanja pridobivata dve skupini. Medtem ko se prva posveča značilnim prazničnim običajem v svoji regiji, se je druga usmerila predvsem v ročna dela. Študijski krožki so v Smledniku uspešno zaživeli že lansko leto. Letos se zgodba dveh skupin, ki sta izrazili zanimanje za nadaljevanje izobraževanja, le še nadaljuje. Obožujem stvari, ki so ali stare, pa bi bilo pametno ohraniti za današnji čas, ali pa se rada naučim česa novega. In zato so mi študijski krožki na dušo napisani. Študijski krožki so pravzaprav skupine ljudi, ki se zbirajo zato, da se neformalno, se pravi brez kakršnihkoli končnih izpitov, med sabo učijo. Ko nekdo nekaj zna, to potem posreduje drugemu naprej in krožki se na začetku šolskega leta, rečemo nekje v jeseni, začnejo zbirati in potem si določijo cilje, naloge, najmanjše število ur za srečevanje je 25, najmanjše število ljudi, ki se srečuje, je tam 6, 7, 8, pa tja do 15. Zato, ker mora biti skupina taka, da se lahko ljudje res med sabo posvetijo drug drugemu in da stvari potekajo tako brezplačno, ampak zato, da se tudi medgeneracijsko izobraževanje lahko poteka. Prvi torkov krožek nosi naslov praznovanja v Smledniku. Posvečajo se praznikom in lokalno značilnim praznovanjem tekom leta. Mi smo se odločili, da bomo pogledali, kako so se prazniki ti zdaj zimski, ker se pač dobivamo od jeseni naprej, kako so se ti prazniki včasih praznovali in kako lahko primerjamo ta praznovanja s sedanjimi. Kaj se splača ohraniti, kaj se splača zavreči, kaj obnoviti in da se ne bi samo pogovarjali, ker je to včasih dolgčas, tudi kakšne stvari naredimo, se pri kom oglasimo, kaj pogledamo. Tisto, kar me je pozitivno presenetilo, da vseeno ohranjamo stare običaje, veliko vemo, sploh moški predstavniki so me presenetili, zlasti gospod Ivan, on je prava zakladnica, pozna ne samo, kaj se je dogajalo, ampak tudi kako, pa tudi zakaj. Tako da sem izredno obogatena skoraj na vseh področjih, pa sem nekako še imela občutek, da se za stvari kar zanimam in da so mi v veselje. Četrtkov krožek se posveča ročnim tehnikam dela, predvsem povstenju z volno. Učenke pa so si nadele ime Zvedave punce. Mi smo bolj usmerjene v ročna dela, to nas izjemno veseli. Zato smo se pravzaprav že na prvem srečanju lansko leto dogovorile, kaj lahko ena drugi damo, kaj lahko drugo naučimo. No in smo se
izbrale polstenje, ker ga je naša članica Eva Fabjančič tako lepo predstavila. Tehnika je ena od najstarejših tekstilnih tehnik, pri kateri v bistvu nepredeno ovčjo volno z različnimi načini obdelamo do tega, da postane ene vrste blago. Poznamo v osnovi dve tehniki, mokro polstenje pa suho polstenje. Iz te volne nekaj oblikujemo, ali delamo broške, ali delamo podritnike, ali delamo razne živalice. Recimo gledamo tudi tiste praznike, ki pridejo, recimo za Miklavža smo delali miklavške, potem za Božič smo delali razne angelčke in zvezdice. Zdaj bomo delali pirhe. Ja, te učenke so zelo zagnane, tako da v bistvu se lahko lotimo kjerkoli izziva. Vse so zelo zavzete in je fino sodelovati z njimi in prenašati v bistvu znanja in spoznanja na to temo. Krožki so ciljno naravnani. Prvi je seveda naučiti se nekaj novega in deliti to znanje naprej. Drugi pa je zunanji cilj. Zvedave punce so tako preteklo jesen v domačem kraju pripravile razstavo izdelkov. Torkova skupina pa si želi izdati material s pomembnimi praznovanji in lokalnimi recepti, s čimer bi tudi širši skupnosti zapustili nekaj svojih spoznanj. V soboto dopoldne je v podružnični šoli Sora potekal že 12. kviz gasilske mladine. 27 ekip v 3 starostnih kategorijah iz vseh 6 prostovoljnih gasilskih društev v občini Medvode se je pomerilo v 6 preizkušnjah, 3 teoretičnih in 2 praktičnih. Prihodni pokal je šel v roke PGD Sora, saj so zabeležili kar 2 prvi in 2 drugi mesti. Prvi 2 mesti v posamezni starostni kategoriji sta tisti, ki tudi vodita naprej na regijski kviz. Že 12. zapored je Mladinska komisija Gasilske zveze Medvode letos v sodelovanju s prostovoljnim gasilskim društvom Sora organizirala kviz gasilske mladine. Poleg gasilske orientacije in smučanja je prav kviz ena izmed najpomembnejših oblik druženja, je pa seveda tudi predpogoj za sodelovanje na regijskem in morda kasneje tudi na državnem kvizu. Torej, Gasilska zveza Medvode v sklopu Komisije za mladino pripravlja najrazličnejša tekmovanja, nudi mladim tudi seveda izobraževanje na ta način, prve veščine, prva znanja in seveda to je tudi skrb za prihodnost gasilstva v Medvodah, se pravi v vseh 6 prostovoljnih gasilskih društev. Jaz sem zelo zadovoljen, da je danes, oziroma da je gasilskim društvom in mentorjem v društvih uspel zbrati toliko mladine pa naučiti jih, zato ker rezultati so kar zelo dobri. Se vidi, da mentori kar delajo dosti za mladino in jaz sem pač zelo zadovoljen, da je prišlo toliko mladine in da so taki dobri rezultati. Kviza se je udeležilo 27 ekip, po 2 ekipi iz PGD Preska Medvode in PGD Zbilje, po 5 ekipi iz PGD Smlednik in PGD Zgornje Pirniče, 6 ekip iz PGD Spodnje Pirniče, Vikrče za vrh in kar 7 ekip iz domačega prostovoljnega gasilskega društva Sora. Vsako društvo je lahko v 3 starostnih kategorijah, pionirji, mladinci in gasilci pripravniki, prijavilo neomejeno število ekip. Otroci se skozi igro, skozi zabavo naučijo marsikatero stvar, ki jim potem kasneje v gasilstvu zelo prav pride ali pa v življenju. Ker so neke stvari so bolj specifične gasilske, veliko stvari pa pač splošnih. Pa recimo malo za šalo, malo za res. Kaj od tega bi tudi vam mogoče delalo še največ težav? Teorija ali praksa? Oboje po svoje. Neki otroci so zelo naštudirali določene literature. Se je letos precej spremenila od prejšnjih let, pa tudi vaje so se majčkeno dodelale glede na prejšnja leta, tako da bi imel kar nekaj težav. Glede na danes videno bi bila ocena kakšna? Zelo pozitivno, tukaj je prisotnih preko 100 mladih skupaj z mentorji in veseli nas, da imamo podmladek in da za podmladek nam ne bo tako težko. Če bi vi osebno rekli, katera izmed teh veščin današnjih tukaj ali iz teorije ali iz praktičnih prekazov je pa tista, ki je mogoče delala največ težav? Mislim, da je še vedno vezanje vozlov tista težava, kjer mogoče mislijo, da znajo, pa jim potem ne rata. Vam osebno bi uspelo vse vozle izdelati? Tudi se bi mogel še kakšnega majhnega navaditi pa preizkusiti, preden bi zares probal.
Tričlanske ekipe so tekmovale po naprej določeni literaturi v 3 teoretičnih preizkušnjah: drži, ne drži, izbor vprašanj iz prve pomoči in preverjanje gasilskega znanja od 5 do 0, in v 2 praktičnih preizkušnjah: štafetnem uvezenju vozlov oziroma štafetni navezavi orodij za pripravnike in vaji gasilskih spretnosti. Bilo je pokazanega veliko praktičnega znanja, pri nekaterih malo več, pri nekaterih malo manj. Tukaj je zdaj že toliko podrobno tekmovanje, da se je že treba gledati tako rečen vejce in pike, ampak pokazali so pa, da vejo, kaj je orodje, kako se dela z njemu, za tiste vejce pa pike pa v realnosti ni toliko pomemben, kot pa tukaj na tekmovanju. Ampak tekmovanje je pa vseeno tekmovanje, tako da so razlike, ni pa pretirano velikih razlik med ekipami. Kaj ti je danes delalo največ težav? Kaj je bilo zate najtežje? Najtežje mi je bilo pri nalogah, pa to je vse. Si morala zvezati tudi kakšen vozel, katerega? Ta prvega vozla. Sedaj mi pa še ti povej, kaj ti je bilo danes najtežje na temle kvizu? Vse je bilo lahko. Vse je bilo lahko, pa ste mogoče že povprašali, katero mesto boste dosegli? Ne. Povej mi, kakšen vozel si pa ti morala zvezati? Jamborski. Koliko vozov pa znaš že zavezati? Enega jamborskega. Koliko časa si že znotraj gasilcev? Okoli 8-7 let. In danes si v kateri starostni kategoriji oziroma med pripravniki? Ne, med mladinci. Povej mi, kaj ti je bilo od tega, kar ste danes morali početi, najbolj težko? Kakšen kviz, to. Ja, drugače drugega pa ne, drugače bilo vse v redu. Vozili v redu, poligon v redu, ni bilo nekaj težko. In kateri vozel si moral zavezati? Jamborski. Je to najtežje ali najlažje? Meni osebno najlažje. Kaj je bilo danes najtežje na tem kvizu? Ne vem, kaj bi rekla, vse je bilo tako, nekje na približen, dosti težko, pa v enem dosti lahko. Pač to, kakor smo se pripravili, smo tudi znala, ne? Tako da... In glede na to, da ste vsi vezali vozel, bom pa še tebe vprašala, kateri vozel si morala zavezati? Mi smo imeli navezavo orodja in sem imela navezavo ročnika z preklopom. Tako da ta je majčkeno bolj zakomplicirana, ampak se ga da naučiti. Prvi 2 mesti v posamezni starostni kategoriji sta tisti, ki vodita naprej na regijski preizkus gasilskega znanja in veščin. Prehodni pokal je šel v roke prostovoljnega gasilskega društva Sora, saj so ekipe osvojile prvo in drugo mesto tako med pionirji kot tudi med mladinci. V kategoriji gasilski pripravniki pa je slavila ekipa PGD Zbilje pred ekipo PGD Preska Medvode. Društvo za pomoč živalim Žverca obvešča, da se počasi začenja čas spomladanske selitve dvoživk iz njihovih prezimovališč v mrestišča. Selitev naj bi se začela že prejšnji teden, vendar so na to vplivale vremenske spremembe. Društvo je z akcijo Pomagajmo žabicam samoiniciativno pričelo pred 9 leti prav na področju naše občine, in sicer v Hrašah, kjer prostovoljci vsako leto pridno pomagajo žabam pri prečkanju cestišča. Ljudje se v zadnjem času vedno bolj zavedajo ogroženosti dvoživk in so tudi vedno bolj pripravljeni pomagati pri reševanju teh živali, še posebej takrat, ko so najbolj ranljive, to je v času njihovega razmnoževanja. V tem času se dvoživke premikajo počasi, saj nosijo zarod, poleg tega pa samice na hrbtu že prenašajo samce. V krajih, kjer njihovo selitveno pot prečka prometna cesta, večina populacije konča pod kolesi avtomobilov. Marsikateri ljubitelj živali bi dvoživkam rad pomagal, pa ne ve, kje bi se akciji lahko pridružil. V društvu Žverca so na spletni strani www.pomagajmozabicam.si zbrali osnovne informacije o pomoči dvoživkam. Radi bi vzpodbudili čim več ljubiteljev živali, da bi se v svojem kraju lotili pomagati dvoživkam. V preteklih letih so udeleženci skupno prenesli čez cesto že več kot 70 000 dvoživk. Ker smo zadnje čase priča izredno muhastemu vremenu, vsem zainteresiranim prostovoljcem svetujemo, da spremljajo spletno stran, kjer boste pravočasno obveščeni o tem, kdaj in kje bodo akcije potekale.
Športne novice pričenjamo z izjemnim uspehom smučarske tekačice Leje Einfalt, ki je na mladinskem svetovnem prvenstvu v kategoriji mlajših članic do 23 let osvojila srebrno medaljo in s tem naziv svetovne podprvakinje. Kolajna iz Romunije pa je že tretja v Lejini zbirki medalj svetovnih prvenstev v smučarskih tekih. Romunski Rašno je naslednja destinacija, ki jo 22-letna Leja Einfalt iz Bil lahko zapiše v dnevnik svojih najljubših krajev. Če že ne zaradi drugega, ji bo v spominu gotovo ostal po osvojitvi srebrne medalje na mladinskem svetovnem prvenstvu na 10-kilometrski preizkušnji v prostem slogu v kategoriji do 23 let. Dobila sem zelo veliko čestitk, ampak ja, no, ene dobre občutke sem prinesla z te tekme in to je zdaj treba vzeti naprej, ta uspeh malo pozabiti in se osredotočiti na nove cilje. Nenavadno tople vremenske razmere na prizorišču so poskrbele za precej spremenjeno tekmovalno progo in posledično tudi program. Tik pred prvenstvom so skiatlon zamenjali za preizkušnjo v prostem slogu, Lejino paradno disciplino. Novice se je zelo razveselila, apetiti so se povečali, motivacija je bila na visokem nivoju. Verjela sem, da če res dobro odlaufam, če se bom celo progo borila in da bojo tudi smuči dobre, da se bo vse poklopilo, da sem lahko na stopničkah, tako da sem uresničila cilj, vse je dobro šlo in sem zelo zadovoljna. Na koncu je zaostala le za Nemko Viktorijo Karel, ki je bila hitrejša za slabih 19 sekund. Tretje mesto je pripadlo Rusinji Anastasiji Sedovi. Vedela sem, da bo treba iti že v štarta na vso moč in potem držati ta tempo. Tako da sem kar hitro štartala. Po polovici proge sem dobila zelo dober podatek, da sem na drugem mestu in to kar trdno zasidrana, da tudi do prvega nimam prav veliko. Tako da sem še malo probala pospešiti, ampak sem bolj to malo plačala to ceno v zadnjem krogu, ampak vseeno je šlo potem do cilja v ritmu in sem uspela obdržati drugo mesto. Po bronasti in eni srebrni je to že tretja medalja v mladinskih kategorijah. Do kompleta, kot ga ima denimo v gorskih tekih, pa ji manjka le še zlato. Ja, res je, to je moj velik cilj, glede na to, da imam v gorskih tekih z mladinskih svetovnih prvenstev cel komplet. Želim tudi tukaj, da bi se zbirka tako lepo dopolnila, tako da ja, 2 srebrni že imam, eno bronasto, manjka mi še zlata in imam pa drugo leto še čas, tako da upam, da mi uspe. Medalja z mladinskega svetovnega prvenstva pa je hkrati tudi potrditev dobrega dela v letošnji sezoni. Tista potrditev, ki jo je, prizna, na tekmah svetovnega pokala močno pogrešala. Ja, lahko povem, da moje pričakovanja so bila višja, ni slabo, ampak lahko pa rečem, da sem pa recimo dobila letos kolajno, ker sem jo najmanj pričakovala. V bistvu sem bila 2 leti velika favoritka, pa mi to ni uspelo. Letos sem pa vseeno pokazala, da se da in v bistvu ima pika na i na to sezono. Sezona je bila dolga in naporna. Po utrujajočem potovanju iz Romunije pa se je odpovedala nastopom na drugem koncu sveta, kjer v Kanadi njene reprezentančne kolegice v teh dneh končujejo s tekmami za svetovni pokal. Sama bo sezono zaključila s tekmami celinskega pokala in državnim prvenstvom. Nato pa bo na vrsti zaslužen počitek in kmalu priprava na novo sezono. Nadaljujemo pa z napovedjo mednarodnega športnega spektakla v Medvodah. Ja, prav ste slišali, ta vikend v soboto 5. in nedeljo 6. marca bodo namreč medvoško športno dvorano zasedli vrhunski strokovnjaki z področja fitnesa, plesa, aerobike, športnega treniranja, medicine in rekreacije. Dvodnevna konvencija, ki nosi ime Eurofit Fest, bo postregla z novostmi, inovacijami in delavnicami, ob vsem tem pa poskrbela še za dobrodelni dogodek za osnovnošolko Marušo. Prvi mednarodni festival gibanja in rekreacije Eurofit Fest bo s pomočjo vrhunskih strokovnjakov predstavil zadnje trende in postregel z vrsto delavnic in predavanj. Ta vikend bomo, nekje v srednji Sloveniji v Medvodah probali združiti mednarodne strokovnjake na področju fitnesa, aerobike, plesa, pilatesa, joge, kar pomeni, da bomo probali zajeti absolutno čim širši spekter vseh vadb, ki se tako ali drugače izvajajo po raznih društvih, fitnesih, organizacijah širom cele Evrope. Probali bomo predstaviti čim več novosti, probali bomo pripeljati
imena, ki bojo vsekakor pustila močan pečat na področju že naštetih in omenjenih vadb. Mariborsko podjetje, ki se s prirejanjem tovrstnih dogodkov ukvarja že 15 let, je Medvoško dvorano za izvedbo dvodnevne konvencije izbralo zaradi odlične lege in dostopnosti, saj pričakujejo obiskovalce in predavatelje iz vseh koncev Slovenije in tujine. Predvsem pa so zadovoljni s tem, kar ponuja dvorana sama. Pravzaprav je to za našo športno dvorano veliko priznanje, da so za tako velik mednarodni dogodek izmed vseh ponudnikov podobnih storitev v Sloveniji izbrali ravno nas. Gre za res velik dogodek, kjer je prijavljenih, mislim, da že čez 600 tujih nastopajočih oziroma tujih prijavljenih kandidatov, ki bodo sodelovali v teh predstavitvah raznoraznih vadb, funkcionalnih, plesa, joge, pilatesa, zdrave prehrane in tako naprej. Veseli smo, da lahko tukaj združimo pravzaprav svoje poslanstvo športa, turizma, kulture in pa mladine. Vse te dejavnosti, ki jih pač imamo zapisane v odloku, jih bomo s to prireditvijo uresničevali. Dvorana, bom rekel, sem zelo pozitivno presenečen, ker je funkcionalna. Lahko bomo naredili sam program nastavili tako, da bomo istočasno lahko izvajali različne programe, različne delavnice, različne vadbe se bojo dogajali istočasno, tako da je dvorana res fenomenalna. Tudi sam dostop do dvorane vidim, da je zelo dobro urejen, tako da jaz mislim, da je dvorana namenjena takemu dogodku. Za festival velja izjemno zanimanje, saj je bil dogodek teden dni pred pričetkom z več kot 600 rezervacijami praktično že razprodan. Ta dvodnevni festival je namenjen praktično vsem, namenjen je tako vadečim, rekreativcem, profesionalnim športnikom, vsem inštruktorjem, ki se že ukvarjajo z raznimi vadbami in tako tudi tistim, ki se šele s tem srečujejo, popolnim začetnikom, ker bo program res zelo, zelo široko nastavljen, tako da bomo vsi skupaj lahko videli veliko novega in se naučili marsičesa, kar še ne znamo. Vadbeno-izobraževalnemu delu konvencije pa bo v soboto zvečer ob 21. uri sledil dobrodelni koncert v okviru projekta Ustvarimo trenutek gibanja za deklico Marušo, prvošolko iz Medvod. Zbranimi sredstvi pa ji želijo omogočiti nujno potrebne fizioterapije. No, ravno to nas najbolj veseli, da se organizator vedno s temi konvencijami želi nekako oddolžiti tudi lokalnemu okolju, mu nekaj pustiti, zato organizira podobne dobrodelne dogodke. Tudi tukaj je računal na našo pomoč pri iskanju primerne osebe. Tiha želja je bila, da je to otrok ali mladostnik in mi smo mu pomagali, da smo našli deklico Marušo, to je prvošolka, ki obiskuje osnovno šolo Medvode s prirojeno spinalno mišično distrofijo, mamico samohranilko in mi smo zelo veseli, da sta obe privolili k sodelovanju in ta dobrodelni koncert, ki bo potekal v soboto zvečer, je namenjen zanjo. Vabljeni torej v čim večjem številu, vstop je za vse obiskovalce koncerta prost. Vrhunski program se obeta z Bilisi, Rokom Trkajem, duom Acrobatics in pa posebnim light shovom, ki bo posvečen prav Maruši. S 23. mestom med svetovno elito se je včeraj izkazala smučarska tekačica Anamarija Lampič. Na tekmi svetovnega pokala v Kanadi je nove točke osvojila na distanci s skupinskim štartom v klasični tehniki. Zmagala je Tereza Johaug iz Norveške. Zmago v prvem delu lige za prvaka je osvojila članska vrsta košarkarskega kluba Medvode. Na gostovanju je 76 proti 74 premagala ekipo Helios Sans Mladi. V slovenskih kegljaških ligah je bilo odigrano 15. kolo. Hidro je v prvi B ligi doma izgubil z ekipo iz Radencev, Medvode so v tretji ligi Zahod doma izgubile s tretjo ekipo Kamnika, ženska ekipa Medvod pa je v drugi ligi Zahod slavila v Izoli. V ljubljanski ligi je bilo odigrano 19. kolo. Hidro 2 je zmagal v Ljubljani, Medvode 2 pa so tekmo preložile. Tokratno poročilo medvoške policije je kratko. Storilci so napolnili samo rubriko kazniva dejanja. Na Seničici so ukradli registrske tablice, 3 kazniva dejanja pa so se zgodila še v Medvodah. Nekdo je vlomil v gostinski lokal, policisti so obravnavali tudi kaznivo dejanje v zvezi z neplačevanjem prispevkov in goljufije ter še en vlom v osebni avtomobil.
Gledali ste četrtkovo informativno oddajo. Prijeten večer vam želim še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjega četrtka. Lep pozdrav.